Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si oglejte. Predavanje Uroša Perka o duševnih motnjah v športu. Pravlična doživetja z Miško Frido in prijatelji. Zbor območnega združenja slovenskih časnikov Slovenska Bistrica. Literarni večer z Ano Kamenik. Pogovor o znanem Bistričanu, doktorju Ivanu Žolgerju. Nogometaši Bistrice v četrtfinalu slovenskega pokala. Bistriški nogometaši premagali Gorico. Zmaga odbojkaric Bistrice proti Ljubnemu. Tretji šahovski turnir Bojana Siniča. Košarkarji Bistrice izgubili proti Ajdovščini. Turnir mladih kegljačev. Občinsko prvenstvo v hitropoteznem šahu. Dr. Uroš Perko je nekdanji vrhunski športni plezalec iz Kamnika, ki je po zaključku športne kariere svojo pozornost usmeril v študij duševnega zdravja športnikov. Leta 2021 je doktoriral na Fakulteti za vede o zdravju na temo duševnih motenj v športu. Danes kot psihoterapevt pomaga ljudem v stiski, pri čemer združuje svoje izkušnje iz vrhunskega športa z bogatim strokovnim znanjem. Četrtek, 6. marca, je na predavanju v Plezalnem centru Slovenska Bistrica spregovoril ravno o tej temi, pogosto prezrti, a izjemno pomembni. Njegova osebna izkušnja prehoda iz vrhunskega športa v psihoterapijo mu omogoča edinstven vpogled v duševne izzive, s katerimi se soočajo športniki, kar je tudi osrednja tema njegove knjige Duševne motnje v športu. Knjiga na strokovno poljuden način obravnava duševne izzive, s katerimi se soočajo športniki. Vključuje širok spekter tem, od vpliva primarnih družin do vloge trenerjev, ter vsebuje pretresljive izpovedi vrhunskih športnikov, ki razkrivajo njihove osebne izkušnje. Gre za pionirsko delo na tem področju, ki osvetljuje pogosto spregledane ali zamolčane teme v športu. Četrtek, 14. marca, so imeli otroci poseben pravlični dan. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica jih je obiskala avtorica Rebeka Potočnik in jim prebrala eno od zgodb o Miški Fridi. Popeljala jih je v svet male Miške, ki s svojimi dogodivščinami uči o prijateljstvu, hvaležnosti in pogumu. Povabljenjem je koverte z vabili skrbno polagala v njihove poštne nabiralnike. Začela je pri medvedjem brlogu, nadaljevala pri zajči duplini in potem do Polhovega doma, kar končala svojo pot pri Everički Pavli. Utrujena je zvečer legla v posteljo in komaj čakala dan praznovanja. Avtorica je dvema malima poslušalcema podarila knjigici, s katerima bodo lahko Fridine dogodivščine odkrivali tudi doma. Na obisk sta prišla tudi Miška Frida in njen prijatelj Ježek Rudi. Skupaj z otroki sta se veselila, delila objeme in poskrbela za pravo pravlično vzdušje. Avtorica Rebeka Potočnik v knjigah izpostavlja vrednote, kot so prijateljstvo, medgeneracijsko povezovanje in širjenje ljubezni. Več o inspiraciji in nastanku likov iz knjige pa nam je povedala kar sama. Vedno iz otrok, se pravi, tudi prva pravljica je nastala v skupini z otroci. Da je pa zgodba bila ilustrirana in izdana, pa je bila potrebno tudi moja bolezen, ki me je v bistvu prisilila v to, da sem svoje misli takrat usmerila v nekaj pozitivnega, ne pa samo neke črnoglede misli tedanje diagnoze oziroma bolezni. Člani območnega združenja slovenskih časnikov Slovenska Bistrica so se pretekli petek sešli na letnem zboru. V vojašnici Vincenca Repnika Slovenska Bistrica je uvodoma podpolkovnik Jure Himmelreich iz Centra za doktrino in razvoj, izobraževanje ter usposabljanje Slovenske vojske predaval o preoblikovanju Slovenske vojske. Poročilo o delu društva za leto 2024 je podal predsednik dr. Andrej Godec. Pripravili smo slavnostno prireditev s kulturnim programom in pogostitvijo, v kateri sem žal pogrešal nekaj več vas. Upam, da bomo to popravili letošnje leto, zato vas že danes vabim v soboto 25. oktobra na slavnostno prireditev
ob dnevu suverenosti. Ob tem prazniku smo vzeli tudi literarni tečaj za osnovnošolce tretje triade in srednješolce. Na natečaju so sodelovale vse osnovne šole iz našega območja in srednje šole, za kar si štejem posebno čast, da nam je to uspelo in se jaz zahvaljujem vodji te organizacije, Janku Kovačiču in seveda vsem ravnateljem, ki so omogočili to sodelovanje. Kot nagrado sodelovanje in negovanje zgodovinskega spomina na dogodke iz osamosvojitvene vojne ter druge svetovne vojne smo vse udeleženci natečaja popeljali na ekskurzijo. Obiskali smo taborišče Stalnega v Mariboru, razstavo o osamosvojitvi vojne v Kadetnici in se poklonili žrtvam fašizma na Planici. V decembru smo v pomoči občine ob medijsko dobro podprtem dogodku v prostorih HMD Slovenska Bistrica otvorili stalno razstavo radijsko-komunikacijskih sredstev, ki smo jih v času osamosvajanja uporabljali na območju fitnesjenskega štaba TO. Jaz upam, da ta stalna razstava ne bo na tem začasnem mestu, ampak da se bo prvi priložnosti preselila v Bistriški grad. In nenazadnje smo v mesecu decembru v sodelovanju z vodstvom 670. ločnega polka v vojaški Slovenska Bistrica organizirali božično novoletno daritev otrok, pripadnikov Slovenske vojske. Obdarili smo preko 90 otrok, v kulturnem programu pa je veselje otrok sodelovala skupina Fridina Mišnica. To je nekaj najvišjih dogodkov preteklega leta. Ne smem pozabiti na našo vojaško strokovno dejavnost, kot so strelska urjenja in tekmovanja, predavanja z vojaško in uporabno tematiko, vojaško strokovna ekskurzija, športna tekmovanja ter spominsko-domoljubna dejavnost z negovanjem zgodovinskega spomina na dogodke osamosvojitvene vojne, druge svetovne vojne in drugih pomembnih mejnikov naše zgodovine. Vseh aktivnosti smo se udeleževali na lokalni, regijski in državni ravni, vse z namenom krepitve domoljubja in zaščite pripravljenosti naše domovine. Ob zaključku se želim za 100% realizacijo programa zahvaliti članom predsedstva in vsem članom združenja, ki so se dobrovoljno, angažiranostjo, prostovoljnim delom prispevali k uspešni realizaciji vseh dogodkov, odličnim rezultatom na vojaško-strokovnem in športnem področju in nenazadnje velika hvala našemu sekretarju za odlično, vestno in strokovno opravljeno delo. Hvala vsem sponzorjem in vodstvom lokalnih skupnosti, ki so prepoznali naše delo v teh spremenjenih, v naši okolici vojnih razmerah in izzivih, s sporočilom ne bomo vas razočarali in naj ne bomo nikoli pozabili. V kulturnem programu so nastopili učenci glasbene šole Slovenska Bistrica. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je v ponedeljek, 17. marca, potekal literarni večer z Ano Kamenik, avtorico knjige Ravnateljeva hči. V svoji osebno izpovedni zgodbi pripoveduje o travmatični izkušnji iz leta 2014, ko je njenega očeta, ravnatelja ene izmed mariborskih srednjih šol, zajel medijski vihar zaradi spolnega škandala. Kljub temu, da v aferi ni bilo nič nezakonitega, je bil izpostavljen hudemu spletnemu in psihičnemu nasilju, ki ga je privedlo do tragičnega konca. In spomnim se, ko sem prvič stopila skozi vrata zdravstvenega doma, ozdravljena. Jaz rečem ozdravljena, ker sem bila, jaz dojemam, kot da sem bila takrat bolana, tudi je bilo moje srce bolano. Sem jaz rekla, jaz ne bom dovolila, da se njegova zgodba pozabi, da je on umrl brez razloga in da bomo zdaj kar živeli normalno naprej in ne vem, čez 15-20 let nekje neka nova ravnateljeva hči, nek nov ravnatelj, pa mogoče ne ravnatelj, nek nov človek, ki ga se v bistvu spravlja tako daleč, da bo končal svoje življenje. In potem sem samo čakala pravi čas.
Ana Kamenik v svoji knjigi opisuje lastno soočanje s posledicami medijskega linča in želi svojo zgodbo ozaveščati o škodljivih učinkih spletnega nasilja. Na literarnem večeru je spregovorila o pomenu odgovornosti pri javnem izražanju, o pomenu duševnega zdravja ter o poti, ki jo je sama prehodila, da bi lahko spregovorila o preteklosti. Njena knjiga nosi pomembno sporočilo. Opozarja na moč besed in spodbuja k večji empatiji v družbi. V bistvu v spomin in pa v pomoč. V spomin na nekoga, ki ga žal ni več med nami, v pomin ljudem, kakšno moč imajo besede, da izbirajmo lepe, da pomagajmo in ostanimo tiho, če ne moremo pomagati, in pa v bistvu v pomoč vsem tistim, ki se znajdejo na dnu, kot sem se takrat znašla jaz, da v bistvu ugotovijo in vidijo, da je neka pot. Mislim, da sem naredila pravo stvar in da delam pravo stvar in da je v bistvu knjiga prava stvar in prava odločitev, da grem v njo in poskušam pomagati. Ampak ja, je pa bil res moment, kdaj tudi taki, recimo tisti en dan pred uvodom, pred to prvo predstavitvijo, sem bila tako, res sem se zdaj v to spravila. Ampak to je bilo 5 minut, pa je bilo, ja, res si se in spravila si z namenom in delaš to in imaš to. Zgodbo sem imela v glavi napisano že zelo dolgo časa, v bistvu pisala sem o svojih občutkih, o sebi, svojem življenju, tako da nisem neko od domišljije uporabljala, ker tako ni bilo kaj, pisala sem o tem, kar sem občutila in to je bil proces in samo pisala in hitro je šlo iz mene. Letos mineva 100 let od smrti bistriškega rojaka, vrhunskega pravnika, ministra v dunajski vladi in diplomata na pariški mirovni konferenci, doktorja Ivana Žolgerja. Ob tej priložnosti je pretekli torek v Bistriškem gradu o njegovem življenju in delu spregovoril predstojnik oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, profesor dr. Andrej Rahten. Zelo malo smo vedeli o njej in ni nič čudnega, da tudi tukaj v Bistrici, tukaj je svoje vraga povedala, razni ulice, pa še ta se napačno imenuje Zorka, on je bil Žolger. In naj povem, tudi Maribor, in je tako napačno napisano Žolgerjeva. Edino v Ljubljani je to. V Ljubljani je pa Žolgerjeva, torej gospod Matej Nemec, zagovarjec mojih knjig, danes prišel v Ljubljane, on je pričal, da tam sem pravilno napisal, zdaj, ko stanete v Tavnama, da tudi na Štajerskem, pa rekel, še nismo tako dali. Seveda, tisto, kar je treba povedati, je, da je za zgodovinar poučevanje Ivana Žolgerja en veliki izziv. Prvič zato, ker je zelo malo ohranjenih teh res primarnih okvirskih virov. Treba se je znati, treba iti v različne arhive, kjer je gradivo zelo razpršeno. In tukaj moram reči, da je za zgodovinarja to precej težka naloga. Tukaj znanje danes Vlasta Stobarbe, ki je seveda mi takrat pomaga, ko se je bilo počasi pensijo, kaj je bilo v Žolgerju. In tukaj pa zdaj pridemo na to štajersko zgodbo. Namreč zanimivo je, da v štajerskem časopisju, recimo v Straži, torej časopisu, ki je takrat bil pač glasilo Slovenske desne stranke, Slovenske kmečke zveze, spremljajo določene postaje v njegovem življenju. Isto velja za slovenskega gospodarja. Nekaj malega se najde tej notic, ampak spet, da bi lahko človek iz tega naredil neko obsežno študijo premalo. Tako da je bila potem moja odločitev, da te to na to vprašanje, delo povedati, kaj se lahko najdemo v različnih arhivih na Dunaju, v Ljubljani in tako naprej, in ali lahko naredimo iz te res zanimive zgodbe tudi eno resno biografsko študijo. Pogovor je vodil novinar RTV Slovenija in zgodovinar Stanislav Kocutar. Letošnja izvedba pokala Union se je prevesila v četrtfinalne obračune. Poleg 6 prvoligašev si je vozovnico za četrtfinale pokala priigrala tudi ekipa Ketemi in Pol Bistrica. 11-terica je tokrat igrala pri tretjeligašu iz Dobrovc. Tekma, ki so jo dobili Bistričani s 3-0, je pokazala, da je razlika med tekmecama bila tokrat v prid drugoligašu. Ta se je tako rutinirano prebil med 8 najboljših v pokalu.
Pa jaz bi rad čestital igralcem in vsemu klubu na uvrstitvi med 8 najboljših. In sem ponosen na fante, čeprav je mlada ekipa, da je pokazala eno veliko zrelost pri zelo bojevitih, srčnih domačinih in tukaj nič nismo smeli prepustiti na ključju. Bili smo maksimalni 90 minut, držali srečanje pod kontrolo, dosegli 3 zadetke in se zasluženo uvrstili naprej. Drugoligaš iz Slovenske Bistrice je tekmo prelomil v 6. minuti. Pred 450 gledalci je v polno meril ruski napadalec Stanislav Krapuhin za vodstvo gostov z 1-0. Do konca prvega dela je bilo še nekaj priložnosti na obeh straneh, vendar sta ekipi na odmoru šle z vodstvom gostov. Ključni trenutek je bil, da smo hitro zabili gol. Nekako hitro zabiješ, se ekipa malo bolj sprosti, lažje igramo, tudi nasprotna ekipa se malo odpre, lažje najdeš luknje. V drugem polčasu boljši začetek domačinov. Vendar sta se med strelci opisala Bistričana Jaša Jelen, ki je v 61. minuti povišal na 2-0 in v 82. minuti Domen Brumec za vodstvo Bistričanov s 3-0. Šele 18-letni Jaša Jelen, ki je v Bistrico prišel kot posojen iz Radomel, se je razveselil prvega članskega zadetka. To je bil v bistvu moj prvi nastop prve minute, tako da jaz sem zelo vesel za zmago. Rabi čestito ekipi, tudi nasprotniku, res dobra tekma. Pa ja, mislim, pričakovali smo težko tekmo, vemo, da je to kvaliteten nasprotnik, to je tudi čar pokala, da vsak lahko vsakega premaga, tako da ja, smo bili 100%. 2 leti starejši Brumec pa je prav tako dosegel svoj prvi članski zadetek. Domačini, v kateri zasedbi sta igrala tudi nekdanja nogometaša Bistrice, Rok Ferčič in sedaj posojeni Rok Rozman, sta svojo igro prispevala k všečni predstavi gostiteljev. Ja, lepo jih je bilo videti, moram reči, pokazali so kvaliteto druge lige. Mi smo naredili 3 napake, vse 3 so kaznovali in mislim, da je tu se je videla razlika, da so le eno ligo više. Tudi domači strateg Aleksander Magdič je odlično taktično vodil svojo ekipo in to vse do 61. minute, ko so bili še vedno v igri za izenačenje. Gledano strani uspeha pa to za klub največji uspeh v pokalnem tekmovanju. Jaz bi rekel, da je to praznik kluba, igralcev, da so igrali lahko v tej osmini pokala. Videla se je želja in rad bi da bi se še to večkrat ponovilo. Vsekakor pa so zraven tega dokazali, da so tudi odlični organizatorji takšnih nogometnih dogodkov, kot je bil ta pod žarometi. Ja, super pozitivno sem bil presenečen, glede na gledalce, tudi podpora vsaka čast navijačem Dobrovc. Tako da res super vzdušje. Bistričani so torej v četrtfinalu, kjer so ostale samo še najboljše ekipe. Ples Kroglic pa v ponedeljek 10. marca dodelil nasprotnika za preboj v polfinale. Izziv je seveda velik in kakšne so želje? Se bom prepustil plesu Kroglic, pa verjamem, da bomo imeli srečo pri žrebu. Če pa ne bomo imeli sreče, si pa želim 2 najboljša. Vedno hočem najmočnejšega, jaz sem otrok Maribora, tako da Maribor. Ja, jaz bi si sigurno želel Olimpijo, to moj bivši klub, tako da bi jih rad premagal. Nogometaši Ketijemi in Pol Bistrica že dokazujejo, da je bilo dolgo in uspešno pripravljalno obdobje za nadaljevanje sezone zasnovano na trdih nogometnih temeljih. Uvrstitev ekipe med 8 v pokalu in velika prvenstvena zmaga v 18. krogu na domači Zelenici proti Gorici z 1-0 pove, da so pred Bistričani še veliki izzivi. Ko zmagaš je fajn in mislim, da je to za ekipo dobro, se lažje trenira in je pa res, da je treba iti iz tekme v tekmo, da je treba naslednjo tekmo se maksimalno pripraviti. Ta tekma je danes še ok, jutri je že pozabljena, nov dan, nova priprava za Beltinci in gremo v Beltince po zmago in napadamo vrh druge lige. 350 gledalcev, ki se je zbralo na tekmi z Gorico, so edini gol videli v 79. minuti. Po prekinitvi se je pred golom gostov najbolje znašel ruski napadalec Stanislav Krapuhin za vodstvo z 1-0. Na koncu je bil to zmagovalni rezultat, ki je šokiral Gorico, ki se bori za uvrstitev v prvo ligo Telemach.
Bistričani pa so s 3 točkami sedaj 7 točk za vodilnim trojčkom, ki je zbral 36 točk. Če se osredotočimo na današnjo tekmo, kaj je po tvoje odločilo zmagovalca danes? Po mojem, naša borbenost, nismo popustili do zadnje minute, vidi se, da smo dobro pripravljeni in danes smo si zaslužili to zmago. Gorica je v Slovenski Bistrici v 90 minutah igre pustila dobro nogometno predstavo. Z morebitno zmago bi zasedla vrh lestvice glede na razplet ostalih srečanj. Vendar tudi od tega niso bili veliko oddaljeni. Za dosego tega cilja pa so zapravili preveč zrelih priložnosti. Večino tekme smo bili boljši nasprotnik, ampak mislim, da danes naša energija ni bila na želenem nivoju. Tudi težko igrišče, ki je pa pač za obe ekipe enako, ampak na koncu so se očitno oni boljš prilagodili kot mi. Kaj pomeni tale poraz 1-0 v Slovenski Bistrici in izguba 3 točk za nadaljevanje prvenstvenih obračunov? Jaz mislim, da mi ne bomo delali nobene panike iz tega. Še zmeraj imamo več kot 10 tekem pred sabo in gremo tekmo po tekmo, vsako tekmo na zmago. Domači so v 6. minuti začeli s prostim strelom. Vse do 17. minute, ko so bili zopet nevarni igralci v rdeči športni opremi, je igra potekala med obema 16-metrskima prostoroma. Brez velikih tveganj na obeh straneh. V 18. minuti je domači vratar Erjavšek ponudil priložnost gostom. Minuto kasneje strel gostov čez gol. Vajo je nato na nasprotni strani ponovil Marsetič. Sledila je terenska premoč Gorice, katero je strelom potrdil Nejc Močnik in to v 36. minuti. 2 minuti kasneje Erjavšek uspešnejši od gostujočih napadalcev. 5 minut pred koncem prvega dela igre pa Ivijan Svržnjak z 20 metrov ogreva dlani gostujočega vratarja. Naša borbenost je odlučila tu pobjedu, nismo posustajali ni jedne minute i dok smo poveli smo nastavili igrati ko da je i 0-0, nismo im dozvolili nikakvu šansu da kreiraju kroz 90 minuta, tako da mislim da je zaslužena pobjeda. V drugem polčasu najprej v spredju strelom Luka Bolatović. Med 50. in 55. minuto je dvakrat poizkusil Krapuhin. Domači strateg je v 58. minuti v igro poslal Bračka in Horvata, ki sta še dodala kanček poživitve igre domače enajsterice. Vsaka menjava, ko pride notri, doda delček k temu, da na koncu lahko dosežeš to, kar si zamislil. Domači so po strelu Luke Marjanca žogo izbili z golove črte in tako preprečili vodstvo gostom. Tega bi lahko za domače v 71. minuti dosegel Svržnjak. V 79. minuti pa zmagovalni zadetek domačega srednjega napadalca. V zaključku tekme sta bila nevarna za gol še Tima Tauš za Gorico in strelec domačega gola Krapuhin. Že v naslednjem 19. krogu pa je v gosteh čaka vroča ekipa Beltincev. V sredo v pokalu smo začeli neko serijo, mi si želimo, da se ta serija nadaljuje čim dlje. Mislim, da si to zaslužimo glede naše igre, našo borbenost in upam, da se to vleče še čim dlje. A isto tako i očekujem da ne izgubimo jer imamo niz od, mislim da 12-13 utakmica bez poraza. Še pred srečanjem 19. kroga pa jim bo žreb pokalnih kroglic dodelil nasprotnika v četrtfinalnem obračunu. Bistriški ženski odbojkarski stroj še naprej melje na najvišjih obratih. Drugovrščena zasedba po 16 krogih si je priigrala še 6. zaporedno zmago. S 3-0 so tokrat Bistričanke domov v Ljubno poslale istoimensko ekipo. Ja, meni se zdi, da smo začela malo bolj slabo, tako ponavadi, ampak smo se pač spet v redu igrale, potem pa se mi zdi, da smo pol v redu skupaj stopile, tudi ko je trener menjal igralke, nam ni igra padla in se mi zdi, da je bila v redu zmaga. Odbojkarice Ljubnega so nize izgubile, prvega na 23 točki, v drugem so si priigrale 14 točk, v tretjem pa so gostiteljicam odzele 17 točk. Za dosego večjega števila točk pa so manjkale nekatere standardne igralke. Tekma bila boljša, če bi imele popolno ekipo, pa je ni bilo. Smo se potrudile, dali smo vse od sebe, ampak imamo tudi boljšo igro, če smo vse in bi bilo, verjamem, da veliko boljše, če ne bi bili brez igralk in bi bili popolni.
Da je bila razlika v kvaliteti očitna, pove rezultat, katerega so kot ekipa izgarale vse igralke, ki so stopile na parket. Trener Marko Pongračič je tokrat imel na voljo kar 2 kompletni igralski zasedbi. Ja, danes je bilo presenetljivo malo več igral kot ponavadi. Za naslednje leto bomo pa videli, večina punc gremo tudi na fakse, bomo videli, kaj bo z ekipo. Verjetno bomo predvsem probali mlajše igralke postaviti v prvo linijo, ampak bomo videli, upamo na najboljše. V vlogi libera je tekmo dobro odigrala Maja Merlak, ki je tej vlogi zamenjala Marušo Katarino Čebašek ter dodala velik prispevek pomembni rutinski zmagi. Prva 2 seta smo zelo dobro igrale, res smo bile povezane, za vsako točko smo se ful borile, res je bila dobra tekma, ampak tako kot sem rekla, pol nam vedno v 3. setu nekako pade, nekako zbranost zmanjka, mislimo, da imamo tekmo, ampak na pol na koncu pade malo. Sprehod po nizi kar enoličen v prvih 2, razen tretjega, o katerem so na začetku s 5-1 povedle igralke v črno-oranžni športni opremi. V prvem nizu 7-3, odlično na mreži Brina Rahle. 10. točko z blokom priigra Maša Vanček. Eva Rožanc točko za 18-12. 15. točko za gostje Belo Sare Mohor. V napeti končnici pa prvi niz 25-23 za varovanke trenerja Marka Pongračiča. Mislim, da smo dobro igrali, videlo se je sicer, da ko smo imeli veliko prednost, da nam je igra padla in da nismo tako zbrano igrali, delali smo bedne napake in pač se je opoznalo na tekmi, da so nas hitro dobile. V drugem nizu vodstvo gostiteljic 3-1, nato 10-4 in 12-4. Pri teh rezultatih v glavni vlogi Čebaškova. Vodstvo za 10 točk pri rezultatu 18-8, odgovor gosti z delnim izidom 4-0. 14. točko za Ljubno je dodala Neja Napotnik, niz za domače 25-14. Tretji niz, vodstvo gosti 1-5, nato pa odlični začetni udarci in točke Rajhove, Kristanove in blok Dušej Rahle za niz 25-17 in tekmo 3-0. Ful smo vesele, da že dolgo nismo izgubile. Se mi zdi, da nam to res pomaga in nas drži gor. Je pa res, da žal, da smo na začetku sezone že s Formisom takrat izgubile, pa da smo zaradi tega tudi druge na lestvici. Do konca prvenstva sta ostala samo še 2 kroga. Najprej jih čaka tekma v gosteh in nato še srečanje doma z ekipo Mozirja. V domačem taboru pa iz teh 2 obračunov pričakujejo popoln točkovni izkupiček. Tretji memorialni šanhovski turnir za pokal Bojana Siniča je potekal v prostorih osnovne šole Pohorskega odreda v Slovenski Bistrici. Odigranih je bilo 7 kol po švicarskem sistemu v 3 različnih starostnih kategorijah. Mladi šahisti so igrali 7 minut igralnega časa na posameznega igralca plus 3 sekunde za posamezno potezo. Na turnirju je vsega skupaj igralo 64 mladih šahistov in šahist. Turnir 3. leto je, to je sigurno zdaj že tradicionalno in lepo se je prijel. Otroci tukaj lepo obujajo spomin na Bojana Siniča, kar je super, pa sigurno bo ta turnir še večji. V starostni skupini U15 je na 64 črno-belih šahovskih poljih igralo 23 šahistov in šahist. Na koncu se je zmage 6 točkami od 7 možnih veselil Aleksander Konopacki, ki je prišel iz osnovne šole Angela Besednjaka iz Maribora. Rene Kodrič pa je bil 6. mestom najboljši domači igralec. V tej kategoriji pa je bila v konkurenci dečko in deklic na koncu na 10. mesto Lija Eržen Resnik. V konkurenci deklic pa je osvojila 1. mesto. Bilo je zelo zabavno, na trenutke tudi stresno, ampak na koncu je vedno tako kot je. Sem zelo vesela, konkurenca je tudi bila zelo velika. 6,5 točk pa je bilo dovolj za zmago v kategoriji U12. Prvi je bil član šahovskega kluba Ljubljana, Tajfun, Maksim Krajnc. V tej kategoriji pa je od domačih prišel najdlje Mihajl Leskovar, na koncu je bil 9. Ti turnirji so ravno namenjeni temu, da otroci imajo priliko igrati na turnirju, ker šaha se ne moreš naučiti, če boš samo na računalnik ali pa na šahu, kaj predstavlja, moraš igrati.
V najmlajši kategoriji U9 je zablestel Marko Breznik iz domačega šahovskega kluba Impol. Na svoj konto zbira točke zapisal vseh 7 zmag. Ja, letos smo uvedli, da še dobijo 3 najboljši absolutno, v vseh kategorijah U9, U12, U15. In to je dobil naš Marko Breznik, ki je bil v svoji kategoriji U9 prepričljivo prvi s 7 točkami, 100%. In je dobil tudi pokal v skupnem zmagovalca po največ točkah. Do 12 in do 15 zmagovalca sta tudi dobila te pokale srebrnega in bronastega. Turnirju je pomemben pečat dodala tudi soproga Bojana Siniča Jelka, ki je turnir tudi uradno odprla. Mlade šahiste sta pozdravila tudi podžupan Modest Motaln in predsednik Športne zveze Bojan Fajs. Košarkarji Ketijemi iz Slovenske Bistrice so v sezoni 3. lige 2024-25, ki se zaključuje, priigrali osmino finala, kjer igra 8 najboljših ekip vzhoda in zahoda. Bistričani so se izognili tekmam za ostanek prav v zadnjih 3 krogih rednega dela prvenstva, ko so zabeležili 3 pomembne zmage. Ja, na koncu vsekakor glede na situacijo moramo biti zadovoljni. Zadnje 3 kola smo vse 3 zapored zmagali in s tem mirno, brez nekih prask odnesli sezono. To pomeni, da smo z pravo mero obstali v 3. ligi in mislim, da je to dobra osnova za naslednje leto, ko že zremo malo prihodnost. Nagrado za 8. mesto so dobili že v osmini finala, ko so se na domačem parketu pomerili z ekipo Leon iz Ajdovščine. Odlični Primorci so v Slovenski Bistrici demonstrirali košarkarsko igro, ki je v našem mestu že dolgo nismo videli. Ne glede na to, da smo dosegli prvo mesto na zahodu, smo prišli na vzhod, pripravljeni, motivirani, imamo en cilj v tej sezoni in mislim, da moramo vsako tekmo od zdaj naprej, tudi za nazaj, smo šli na polno in iskali samo zmago. Prvo uvrščena ekipa po rednem delu na zahodu je varovance trenerja Uroša Drevenška premagala za 35 točk razlike. Na koncu je bilo 48 proti 83. Sledi še povratna tekma v Ajdovščini, ki pa bo samo še formalnost. Všečni košarkarji iz Primorske so si tako že v Slovenski Bistrici priigrali prvi korak do željenega finala. To bi bil en velik korak po dolgih letih. Iz 3. lige priti v 2. ligo, kar si želimo že dosti časa in bila bi velika motivacija tudi za ostale lokalne, mlajše selekcije kluba, motivacija in tako naprej. Favorizirani Ajdovci so prvo četrtino dobili 27 proti 9. V tekmi so povedli kar s 15 proti 0. Izstopala pa je trojka Martina Bajca. Za gostitelje je prve 3 točke dosegel s trojko Jaka Holešek in to v 6. minuti. V naslednjih 2 minutah pa je z 2 trojkama Tim Dokl domače približal na 9 proti 15. S fanti smo se trudili, sicer nismo prav stopili v tekmo, nismo pokazali pravega obraza, verjamem, da bi lahko boljše igrali, ampak tako je pač prišlo. Na plus 18 točk za goste, po prvi četrtini, je s trojkama postavil Rade Rodič. V drugi četrtini je vodstvo gostov po 3 minutah znašalo z rezultatskega vidika že 37 proti 9. Prvi kos za domače pa je v drugi četrtini dosegel Nikola Dizdarević. K 8 točkam, ki so jih dosegli v tej četrtini, je svoje dodal izkušeni Edis Mahmutović. Košarkarji Ajdovščine so na odmor odšli s prednostjo 29 točk, rezultat 17 proti 46. Po prvi četrtini smo naredili kar veliko razliko in to je bil sam še večji motiv za naprej. Probali smo še povečati prednost, najmanj jo ohraniti in pripeljati tekmo do konca. V drugem polčasu je trener gostov Jurič kar premešal igralsko zasedbo, ki je začela srečanje. Na to so hitro odgovorili tudi domači. Ti so v tretji četrtini dosegli 16 točk, prav toliko kot gostujoča zasedba. V zadnjo četrtino so gostitelji odšli z ostankom 28 točk. Prvi točki je v tem delu igre za domače prispeval Nik Štancar. Pri gosti pa je v tem delu svoje dodal tudi njihov najboljši strelec na tej tekmi s 13 točkami Vojin Ivković. Za gostitelje pa je zadnjih 5 točk za skupno 48 na tem srečanju prispeval Vid Lončarič.
Največ košev pri domačih 12 pa je dosegel Tim Dokl. Najprej čestitam Ajdovčani za zasluženo zmago. S tekmo ne moramo biti zadovoljni, pa ne toliko z rezultatom, ki dejansko pokazuje kar realno sliko, ampak bolj z našimi nekimi situacijami na parketu, ker znamo dosti boljše. Ampak vsekakor, še enkrat res čestitka Ajdovčani, mislim, da so glavni kandidat za drugo ligo in upam, da bodo dobro odigrali naprej. Bistričani pa torej na povratno tekmo potujejo brez obremenitve in z visokim porazom že na domačem parketu. Območna tekmovalna skupnost Maribora v Keglanju je v športnem parku na keglišču v Slovenski Bistrici organizirala turnir za dečke in deklice do 15 let. Na turnirju je nastopilo 14 tekmovalcev in tekmovalk. Nastopajoči pa so prišli iz mariborskega Konstruktorja, Impola, Ceršaka in Ruš. V konkurenci dečkov in deklic so imeli nastopajoči na voljo 120 metrov na vsaki stezi po 30 ločajev na polno. Dobro so na turnirju svoje delo opravili tudi člani domačega kegljaškega kluba. V skupini mlajših je odlično keglje podiral Rožle Detiček, ki je takole komentiral svoj nastop. Šlo mi je v redu, sem pa podrl 544 keglov. Zakaj odločitev, zakaj si se odločil za kegljanje in kako dolgo že kegljaš? Odločil sem se zato, da bi mogoče malo bolj mišic dobil, pa ker mi je fajn, ker je to bolj taki mirni šport, da se ne glih moraš poškodovati. Treniram pa že od septembra. Svoj nastop pa je uspešno zaključila tudi Dunja Jug. Bilo mi je fajn, zato ker sem probala, kak je. Zakaj si se odločila za kegljanje? Treniram par mesecev. Odločila sem se pa zato, ker en moj sošolec me je vprašal, če bi probala, pa sem probala, pa mi je fajn. V kategoriji starejših deklic do 15 let pa je bila Eva Rožan prva. V tekmovalnem delu je kegljaški klub Impol predstavljalo 5 deklic in 2 dečka. V športni dvorani v Slovenski Bistrici je v okviru praznika občine Športna zveza in organizator James Marjan Tomazin organizirala prvi občinski hitropotezni turnir v šahu. Prve izvedbe, ki se je igrala 5 minut igralnega časa na posameznega tekmovalca plus 2 sekundi na potezo, po švicarskem sistemu se je udeležilo 26 šahistov. V absolutni konkurenci je prvi zmagovalec turnirja postal mojstrski kandidat Andraž Šuta, član šahovskega društva Ptuj. 11 igralnih krogih je zbral 10 točk. Konkurenca je bila, bom rekel, kar naporna, tako da zmago sem vesel. Praktično vse partije so bile kar naporne, tako da mislim, da je to kar dober dosežek. Ja. Za zmagovalca ima igranje na turnirju tudi poseben pomen. Ja, v bistvu ker sem v Ligi Maribor igral za Slovensko Bistrico, tako da sem se potem odločil, da bom tudi to igral, da pridem malo še na ta turnir občine, v pogostitev občine, pa da odigramo ta turnir. Ja. V konkurenci šahist do 18 let je zmago na 64 črno-belih šahovskih poljih priigrala Lija Eržen Resnik. Partije so bile zahtevne, ampak če si dobre, ti uspe. V konkurenci šahistov do 18 let je 3. mesto osvojil Amadej Kancler, drugi je bil Jošt Šega. Zmago pa je domov odnesel Anej Zlatolas. Organizatorji so nagrade podelili tudi najboljšim seniorjem nad 60 let. Na najvišjo stopničko zmagovalnega odra pa je stopil prvokategornik Fikret Čahinović. Pod organizacijo se je z največjim deležem podpisal neutrudni šahovski delavec James Marjan Tomazin. Po dolgem času smo spet imeli en turnir, ki sem vesel, da jih je prišlo danes 26. Kar močni igralci nastopili tu področje Ptuja, Koroške, tole širše področje Bistrice. Bilo je kar nekaj mojstrskih kandidatov. Turnir je bil močen, moram reči. Organizatorji pa se z mislimi že veselijo naslednje izvedbe, ki bo prihodnje leto 15. marca v istih šahovskih prostorih.